zadetek. Pa če bi ostalo pri nič proti nič, smo lahko zadovoljni, kajti prav vsak dan ni priložnost, da igraš neodločeno proti prvemu favoritu naše kvalifikacijske skupine. Čeh podal kazenski prostor in gol! Cesar, 1:0. 37. minuta. Natančna podaja Nastje Čeha in Slovenija vodi v Celju 1:0. Strelec pa Boštjan Cesar. Njegov 7. reprezentančni nastop in zlata vreden zadetek. 1:0, veliko veselje na tribunah Arene Petrol v Celju. Zagotovo bomo to videli še večkrat. Poglejte, tole je prvič Nastja Čeh, močno, natančno, iz ozadja pa Boštjan Cesar in tole je njegov prvi zadetek za slovensko državno reprezentanco. Zaenkrat zlata vreden. Takole pravočasno v kazenski prostor iz ozadja. Italijani, izkušeni obrambi, so pozabili na Cesarja in naš rezervist je povedal slovensko reprezentanco v vodstvo 1:0. Ja, zdaj bomo pogostokrat pogledali na uro. 38. minuta, že teče, Slovenija vodi 1:0, Boštjan Cesar pa edini strelec. Še ena menjava pri Italijanih. Na klop odhaja Camoranesi. Nisem dobro videl, kdo je pri Italijanih novi igralec. Odbil je Mateo Maurič, niti ni pomembno, kmalu bomo videli, koga je poslal Lipi na igrišče in 29 sekund igre. Torej še minuta in pol do konca. 10.000 slovenskih navijačev na nogah. Čakamo na zaključni žvižg belgijskega sodnika Franka de Plekerja in na zmago slovenske reprezentance. Žoga Italijanom, tu je Ačimović, vidno utrujen, vendar še vedno teče, se bori. De Rossi, Di Vaio, zdaj dvoboj Di Vaio in Matej Maurič, žoga za Boruta Mauriča. Po moji uri se je začela zadnja minuta sodnikovega podaljška. Zdaj je treba vzdržati še 45 sekund. Seveda se Borutu Mauriču nikamor ne mudi. Slovenija vodi 1:0. Slovenija je na pragu zmage proti trikratnim svetovnim prvakom, proti prvemu favoritu skupine številka 5 v kvalifikacijah. 3 pomembne točke, hkrati pa okrepljena samozavest pred sredino tekmo proti Norvežanom. Lazić, Komac, Lazić preizkuša in v tem trenutku konec. Slovenija, Italija, 1:0, strelec pa v 37. minuti drugega polčasa Boštjan Cesar. Odlična igra slovenske reprezentance nocoj v Celju. V prvih 30 minutah prvega polčasa Slovenija boljša. Zasluženo se veselijo naši reprezentanti. Italijani so pritisnili na začetku drugega polčasa, potem pa kmalu izenačena igra. Po natančni podaji z prostega strelja Nastje Čeha pa je Sloveniji priboril zmago Boštjan Cesar. Vendar, če sem pošten, moram reči, to ni samo zvezdni trenutek Boštjana Cesarja, temveč to so zvezdni trenutki vseh, ki so dobili nocoj priložnost pod vodstvom selektorja Branka Oblaka. Slovenija, Italija, torej 1:0. Slovenija ima po 3 nastopih 7 točk in super razliko v golih, 4:0. Italijani ostajajo pri 6 točkah in so na drugem mestu v skupini številka 5 z razliko v golih 3:2. Poglejmo še tisti trenutek, ki ga čakamo na vseh srečanjih. To je 37. minuta. Nastja Čeh, potem pa iz ozadja Boštjan Cesar in ta zadetek je prinesel Sloveniji drugo zmago v tretjem nastopu v kvalifikacijah za zaključni nastop na svetovnem prvenstvu v Nemčiji. Torej Boštjan Cesar, Slovenija, Italija 1:0, še lestvica v 5. skupini. Slovenija prva, druga Italija, potem pa na 3. mestu Belorusija, na 4. mestu Norveška, Belorusija in Norveška s 4 točkami. Točko imajo Škoti, ki so danes doma izgubili proti Norvežanom 0:1.
Moldavija, ki je izgubila proti Belorusiji 4-0. Na igrišču pa se tam že pripravlja za pogovor kolega Sašo Jerković. Sašo, izvoli. Hvala in ob meni je selektor Brane Oblak. Iskrene čestitke, fenomenalno, poglejte, Slovenija 1, Italija 0. Kakšen komentar, saj ne vem, če smo potreben. No, mislim, da je komentar kar dober. Glede na to, da smo igrali proti izredno dobri italijanski ekipi, mislim, da je Italija velesila nogometna, da smo jih premagali z 1-0. Mislim, malo je bilo tudi sreče, ampak pač fantje imajo voljo, da igrajo na vse, ali nič, in tudi jaz jih postavljam tako, kot sem jih. Mislim pa, da se jih nismo strašili, da smo v drugem polčasu dali še eno špico v igro. Oni so igrali celo tekmo z eno špico. Mislim, da kaj čem rečem, prezadovoljen sem za prikazanem. Ta gol, ki ga je pa dal Cesar, smo pa trenirali, mislim, vsak trening. Je pa bilo bržčas tudi nekaj sreče v tem, da je Mitraković tožil na poškodbo, če se ne motim. Ja, tudi to je malo sreče, ker Mitrakovića sigurno ne bi menjal, če ne bi bil poškodovan. Ampak to moramo tudi priznati, v drugem polčasu nismo stali na igrišču tako dobro kot v prvem. Kaj se je zgodilo? Ne, mislim, da smo v drugem celo bolj stali, ampak smo v prvem zadnjih 10 minut bili katastrofalni in da enostavno nismo mogli iz tiste krize se rešiti. Predvsem je bil to par krivcev, ki so naši vodilni v te, ampak kaj ćemo zdaj iskati, mi smo tekmo dobili, ne bomo gledali, mislim pa, da je to dobra popotnica za naprej. Najlepša hvala in veliko sreče na Norveškem. Hvala lepa Saško, hvala lepa Branko Oblaku. Dodal bi samo tole: hrabre vedno spremlja sreča in brez sreče tudi ni vrhunskih uspehov v športu. Kakorkoli že, Slovenija je zmagala 1-0. Ne vem, ali bomo uspeli dobiti kakšnega od italijanskih reprezentantov. Mislim, da kljub trudu to ne bomo uspeli, kajti Italijani so že odšli v slačilnico, naši pa slavijo na stadionu Arena Petrol v Celju. Spoštovane gledalke in gledalci, tako kot smo obljubili ob polčasu, bomo seveda dodatno analizo opravili tudi na našem improviziranem studiu. Tam sta Urban Lavrenčič in Matjaž Kek zagotovo zadovoljna. Zagotovo sva z Matjažem zelo zadovoljna, kako tudi ne bi bila. Naj takoj na začetku povem, da bo Saša Jerković spodaj ob izhodu na igrišče in tudi vhodu v slačilnice še opravil nekaj intervjujev z našimi nogometaši. Toda ta čas, dokler bo vse tam pripravljeno, bova izkoristila z Matjažem, da iz prve roke takole oceniva, kaj se je videlo v drugem polčasu. Dejansko pa to ogromna, velika zmaga. Ja, mislim, da je rezultat fantastičen, da je uspeh neverjeten, da se mogoče tega niti ne zavedamo, ampak slišim, da ima Sašo gosta, pa kar prepustimo besedo tistim pravim. Bova potem govorila, pojdimo dol. Na moji desni strani strelec edinega zadetka Boštjan Cesar. Fenomenalno, kaj se je zgodilo v tisti akciji? Bil je faul, ne vem, nad kom, do Čehije, Nate Čehije, dal centa, še šel sem na prvo stativo, bil sem sam za bol gol in to se je zgodilo. A je lahko sploh kaj lepša, kot dati zadetek prav Italijanom? Ne more biti, prišel sem noter, dal gol, jaz mislim, da lepše darilo se nisem mogel dobiti. Hvala lepa in še veliko tovrstnih zadetkov. In še na levi strani kapetan, pravi bojevniki ste bili danes, tako kot je od vas zahteval Brane Oblak. Bilo je težko, ampak zmaga z 1-0, 3 točke proti Italijanom, zares fenomenalno. Bilo pa je težko, ne da? Ja, res, ena mojih najtežjih tekem v reprezentanci. Zakaj? Ja, igrali smo, mislim, da proti eni najboljših reprezentanc trenutno v Evropi in drugače, kakor pa z veliko borbenostjo, z velikim srcem njih ne moreš dobiti, tako da smo mi danes res zorali celo igro. Celo tekmo smo laufali, tako da se nam je na koncu
smo še zadeli, tako da so te 3 točke res velikega pomena. Je pa vsekakor bilo zahtevno igrati proti takšnim mojstrom obrambne igre, kot so Italijani na zadnjega tu, za danes ponovno odigral izvrstno. Ja, mislim, da o njih ni treba govoriti. Jaz mislim, da danes treba govoriti samo nam. Mislim, da smo jih premagali, tako da so oni, res vsi vemo, kakšne klase so oni, ampak danes je bila Slovenija od njih boljša, tako da smo zasluženo zmagali vzeli 3 točke. Je pa morda sladko dati Italijanom zadetek, potem ko so bili praktično vso tekmo do neke mere superiorni v skoku. Ja, res je. Defensivno igrajo res odlično, ampak vse pravi, mi smo dali gol iz prekinitve. Tu je bil tudi en plan, bi rekel naš, da lahko damo gol iz prekinitve. Uspel nam je v bistvu in vse 3 točke so ostale v Sloveniji. Potem takem bo sedaj zelo do neke mere enostavno oditi na gostovanje na Norveško, potem ko smo veliko dela napravili tu v Sloveniji. Mislim, da ne, jaz se ne strinjam, mislim, da ne bo enostavno. Mislim, da moramo mi potrditi to igro na Norveškem in probati ne izgubiti, ker mislim, da je še toliko pomembna tekma še na Norveškem, isti pomen, kot z Italijo. Hvala lepa in veliko sreče. Hvala.